when Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, he washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, he washed my sins away. Lord. Oh, it's a happy day. Happy day, when Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, he washed my sins away. Oh, happy day. Dobro jutro, happy day, absolutno je veseli dan, ta veseli dan ali Matiček se ženi, a ni bilo to tako, Matejček ne, Matejček se ne ženi in se verjetno še encajt ne bo, ampak dan pa je vesel, zagotovo je, če ga hočeš tako videti. Ne samo zato, da bi ga hotel tako videti, taka je perspektiva, vsaj moja, zdaj testirajo nas, ne? A zmoremo mi to videti kot veliko spremembo na nekaj veliko boljšega, glede na to, da se ruši vse staro, da smo bili testirani na vseh možnih nivojih strani temnih in strani Boga konc koncev. A smo ostali ljudje, ali ljudje pač so prodali svoje dostojanstvo, so prodali za dinarčke, za ugled, za medalje, za nazive. So zato prodali svoje dostojanstvo, svojo človečnost. Mislim, korona, testiranje gor, testiranje dol, kaj ponosov, ampak v bistvu je bil to test nečesa drugega. Ne? Test, koliko so ljudje, koliko so poslušni, koliko imajo sami svojo glavo, svoje razmišljanje, svojo integriteto in svoje dostojanstvo. Konec koncev korona je bila napad na dostojanstvo človeka, na čiste osnovne ustavne pravice, tiste, ki nam pripadajo z rojstvom. Vse to smo bili testirani, ampak test se slej ko prej obrne. Dokje se bodo delali neumnega, dokje bodo prikrivali svoj kriminal. Zločin je za nami, odgovornih in krivih pa nikakor ne in ne z nobenega kota. To nam nekaj pove. To nam pove, kako močna je druščina, ki sodeluje skupaj, in tudi oni so na testu, ali bodo spregovorili bo močnejša duša
pa bo rekla duša, jaz se tega ne grem več, ker to ni prav, ali bo glasnejši glas, ki bo rekel, vse naredi za to, da bova midva skupaj živela. To je rekel demon v človeku. Midva bova še naprej tako delala, kot sva do zdaj, to je super, to se nam splača, tako da ne ga srd. V sistemu te ne bomo mi nič imeli radi, če boš izdal naš kriminal. In zdaj gledamo test, na katerem ljudje pač padajo in na isti strani, v isti sapi ljudje kažemo nekje, kaj so človeške prioritete. Smo sploh še pozabili, smo sploh lahko še človeku? Polhni cajtangi so, kako po cerknici skače nevarni medved, ne? Kako so vsi prebivalci prestrašeni, ker skače medved. Mislim, človek, nam so rekli, da nimamo naravnega sovražnika, pa to ni medved, dragi moji. Naravni sovražnik ga imaš lahko v posli, ali pa ti je sodelavc, ali pa ti je prijatelj, ali pa ti je znanc, ali pa ti je žlahtovc. Ne? Narcizem je človekov naravni sovražnik, a ne? Medveda jaz na Notranjskem nisem srečal, tako kot tale številka 7, ki praviš, da si starega trga, pa ga nisi še videl. Jaz tudi ne. In meni se zdi, da če bi medvedu ne nastavljali dovolj dišečih stvari v smetnjake, mogoče on po smetnjakih ne bi nič najdel, a ne? Če pa iz smetnjaka diši, za medveda je pa za moje pojme to dost logična posledica, ne? Torej mogoče bi bilo smiselno na lokalnem nivoju reči, alo, dragi moji, dajte te organske odpadke drgam, ne? Ampak ni problem medved, kot pravim, testira se, kdo je empat in kdo je narcis, kaj ne? Kdo izhaja iz svojega močnega ega in kdo izhaja iz samega sebe. Kdo je poslušen sebi in kdo je poslušen demonom. Kdo je poslušen sistemu, ki je očitno, očitno. Ne vidimo zgolj sistema, upravne enote, sodniki in tako, kar poznamo, da sistem je, kar smo bili naučeni, da sistem je. V ozadju gre za še eno strukturo, ki pa je tajna, in v to tajno strukturo vi niste vabljeni bili, ampak ste bili strani te tajne strukture, smo bili stisnjeni, ukrčeni, ujeti, preganjani, in testirana je bila naša lojalnost, naše potrpljenje, poslušnost, ranljivost, zaupanje, integriteta, inteligenca, vse to je bilo na testu, smo sploh še sposobni verjeti v dobro, ali je najslabša novica, ki nas sreča, tisto, kar nas potegne v mlin, bom rekel, te negative in negativizma. A smo sposobni? Ja, to je test. Kako se bomo odzvali, to je pa tisto, kar je rezultat testa. Ne? Na vsako provokacijo smo načeloma reagirali instinktivno in smo reaktivno reagirali in glih narobe. S časom smo se, vsaj zase lahko tako rečem, naučili, da ne reagiram instinktivno, ampak reagiram odzovem se na zadevo, na dogodek, na provokacijo, odzovem se in odziv je tisto, kar se rabi. In vsakič znova sem, bom rekel, pomerjen ali pa zadovoljen, ko mi uspe ohraniti mirno glavo po vsakršni provokaciji, ki jo ta svet nasmuka. Veliko stvarem sem se začel smejati, zaradi tega, ker niso nič drugačke smešne, ker klovni sami sebe promovirajo kot hudi, da so, ampak klovn nikoli ni bil hud, ampak klovn je klovn, ne glede na to, koliko se promovira. Sabina praviš, da človek nima naravnega sovražnika, ima pa ponarejenega, ki le izgleda kot človek za dobro jutro. Ja, ljudje smo naven vsi enaki in to človeštvo je mnogo dajalo na vzven, na kakšna je podoba naven, torej kakšne so trepalence, kakšen je make-up, kakšna je obleka, kakšen je avto, koliko je velika rad, koliko je, to smo naven, je bilo usmerjeno. Ampak vsak izmed nas ve, da človeka ne naredi obleka, ampak njegova dejanja, njegov odziv, njegova toplina, njegova mehkoba, njegova človečnost, njegova pripravljenost na poslušati, podati roko, to je tisto, kar definira človeka.
Ne pa to, da gledamo okrog sebe genocid in ne trznemo. Naven ga vidimo genocid, pa ni bilo trzljaja. Včeraj sem, pa ne samo včeraj, rekel, ljudi ne prepoznamo po tem, kaj govorijo, kako izgledajo, kaj naredijo. Človeka prepoznaš po tem, česa ni naredil, pa bi mogel. Iz naslova dostojanstva, iz naslova človečnosti. In v naši prevrli politiki vidimo, česa vse niso naredili za nas. Vidimo pa, kaj so naredili zase. In vedno so s prstom kazali na nas, kako državljani moramo nekaj biti drugačni, da bo njim bolj padalo v žep, da moramo zaupati sistemu, zaupati stroki. Brez zaupanja, dragi moji, ta sistem pade. Ampak a nam je v času 5 let korone pokazal, da je vreden zaupanja sistem kot tak? Pa ljudje znotraj njega so nam tudi pokazali, da so vredni zaupanja? Ali so vas izobčali mogoče? Ker niste kaj? Ker niste pripravljeni lagati, zaradi tega, ker ohranjate dostojanstvo, zaradi tega, ker vidite resnico. Zaradi tega vas bodo izobčali. Mene so, pa nisem edini, ne? Tudi marsikdo izmed vas je tam. In naj vam povem, v tem trenutku se ne rešuje tistih duš, ki sami sebe predstavljajo zdaj kot največje žrtve. Tisti, ki so ustvarjali žrtve, niso v procesu reševanja, oni so v procesu exposinga, torej izpostavljanja. Torej nam bo vsem dano videti, kaj so počeli in kako so počeli. Zdaj, meni je že dano videti, vam pa še bo, oziroma bi že zdaj bilo, če bi odprli pogled na široko in bi rekli, to ni vredno, da se imenuje S, kamoli da dobi plačo, ni vredno, da se imenuje S od sistema, kamoli da to plačujemo. In kako bomo lahko poslušni nekomu, ki je izkazal, da ni več spoštljiv, da ni več človečen, da je pripravljen človeka razčlovečiti. To nam je sistem pokazal, z zdravstvom ured in z vsemi možnimi vzvodi, ki so jih imeli. Lahko rečemo, prav dobro, malo si kršil ustavo, v bistvu si kršil človekove vrednote, šlo je za kriminal nad človekovim dostojanstvom. Ja, dobro, no pa bod predsednik še enkrat, no. Ajde, pa ne ti bo. Ti si pa podpiral cepljenje, glih tako, kot vsi ostali. Ampak veste, korona je bil test tudi inteligence. Ljudje smo sami v bistvu se odločali, ali se bomo cepili ali ne. Konec koncev, preden si se šel cepati, si se mogel podpisati, ne? Da je to na tvoja lastna odgovornost. Toliko je bilo to test, ali si res bukov ali nisi bukov. Ne? In ljudje, ki so na položajih, ki odločajo o pomembnih stvareh za celotno družbo, so rekli varno in učinkovito, tako ki je reklo ministrstvo, tako ki je rekel zavod, tako ki je rekel inštitut. Tako pač mi to temu vsemu zaupamo in mi ne rabimo nič preveriti svojo glavo, če mogoče inštitut ni naredil nekaj prav. Skratka, mi se odločamo o pomembnih stvareh, tudi o tem, ali se bomo cepili ali ne, pa smo odločitev predali nekomu drugemu inštitutu in smo veselo kričali, ljudje, dragi naši, cepite se. Veste, to je tudi izkaz, da ljudje niso sposobni, ne glede na pozicijo, ki jo zasedajo, niso sposobni svojo glavo razmišljati. So pa sposobni obsojati, to pa ja. To pa so bili hitri, ne? Obsodili pa so nas vse, ki smo rekli, ne bom slepo poslušal, ne zaupam stroki, ne verjamem, da je to, kar je povedala televizija, zavod, znanost in politika, ne verjamem, da je to res. Jaz sem zgubil vero v politiko, zaupanje v politiko in zdravstvo že leta in leta nazaj. A ne? Kako naj zdaj verjamem, da je pa zdaj pa v redu? Delal sem v medijih, tako da sem videl politiko od odzadej in videl sem medije od odzadej, iz notranje strani. Nič osebno nimam proti nikomor, ampak demonov pa ne podpiram, demone pa ljudje prenašajo. Jaz v ljudeh vidim dušo, ampak pred njim vidim tudi demona. Jaz tudi vidim namero, kakšno ima, čeprav vidim noter ranjenega človeka, ki je ujetnik. Zakajlan, ujeli so se ljudje. Nič hudega.
Sem na svetlobo prid, pa bo vse v redu. Moraš se odločiti, da greš na svetlobo ali boš kar tiščal v temo. Boš tiščal na robe. Na testu smo, ne? Bomo ostali pri testu, če so sploh še človeški. Če ljudje premorejo se pokesati. Če spoštujejo dostojanstvo in ljudje sploh lahko govorijo še resnico. So ljudje sposobni priznati napako. Govorimo vseh nasploh. Kolikor vem, ego nikoli ne prizna lastne napake, kaj ni to tako? Narcizem je zgolj obrambni mehanizem ega. A ste kdaj videli kakšnega narcisa, da bi priznal svojo napako? Ne, navadno jih ni takih, ne. Zanima nas, a so sploh zmožni sočutja, empatije. Ker če imaš empatijo, ti je za svoj narod mar. Ti je mar. Ali so na minimalcu, ali so brezposelni, ali so to neupravičeno pridobljeni, bom rekel, neka nadomestila. Dajmo stvari rešiti, ne? Ne more pridati legalci čez mejo, pa kada je dobrodošel. Mislim, meje imamo zato, da se jih čuva in to je Trump pokazal. Halo, pa ni tam meja zato, da bomo rekli, migranti je dobrodošli. Od kje, kam, kaj, zakaj, od kdaj je to? Nimam nič proti ljudem, da ne bo pomote, ampak to niso ubožčki, ki bežijo. To je v bistvu zmeda, ki je prišla na teritorij z drugo kulturo, mešati kulturo. Trump je rekel jasne meje, ne boš šel čez, dobrodošel, sem prid po propisima, se da, ni težko, prid na urad pa reč, to sem jaz in jaz bi pri vas delal to in me zanima in jaz bi tle bil. Ni panike. Sicer pa ne moreš iti na črno čez mejo. Testiranje, smo ugotovili, ni bilo čisto samo korona, ampak test integritete, test človečnosti, test ali imaš empatijo ali nimaš. To je test, ki nam je dan na svetu vsem in gledam, kako ljudje so padli na teh testih, kako še vedno padajo, kako so še vedno zaslepljeni od blišča, kiča in svojih lastnih pohval, ker načeloma je tako, narcis, kadar ga hvališ, je on zaslepljen, to je čist zaslepljeno bitje, sploh ne ve nič, nekaj nekako. In v tej fazi je tudi zelo ranljiv, ne? In tudi zelo prepoznaven. Pač gledamo, kako društvo postaja, kako je društvo, bom rekel to tajno društvo, zelo velika reč, kako lepo skupaj drugmu stolček gor držijo, ne? In ja, celotno človeštvo je bilo na testu. Čakaj, še eno dobro sem imel okrog. Aha, in meje. Distanca in meja. Se spomnite teh izrazov iz korone? Dajte na distanco ljudi, ob katerih se ne počutite dobro, kjer vam je, če vam nekdo povzroča stisko, dramo, težo, dajte te ljudi na distanco. Ni nujno, da se z njimi skregate, samo na distanco jih dajte. Postavite jasne meje, kaj ja in kaj ne, komu dovolite vstop in komu ne. Tipka blok ni zato, da vam jo bo nekdo očital. Beseda ne ni zato, da se bo nekdo jezil, ko ste jo izrekli. Če vam ni pogodu in niste dolžni nikogar prenašati, če vam ni pogodu. To so jasne meje, trdne meje, ne smejo biti prestopljene. Naše meje so bile prestopljene ničkolikokrat. Testirali so, bomo znoreli, ko so šli čez mejo. Za narcizem je to značilno. Meni je bilo čudno v življenju dolgo. En kup stvari mi je bilo čudno, dokler se nisem zakopal v stvari in prišel stvarem do dna. Zdaj pa mi ni več čudno, zdaj pa mi je jasno in mi je razumno in razumljivo mi je, zakaj se stvari dogajajo, kakor se dogajajo. Ampak zaradi tega, ker vem, sem izobčen, torej to je nevarnost za sistem. Če nekaj veš, je to za sistem nevarno. Dragi moji, rekli so, znanje je moč. Pa je res? Kontrola nad ljudmi je v bistvu moč. A ne? Znotraj ene igre, ki jo nismo poznali. Ko prepoznaš igro, s katero si bil ujet, s katero lovijo ljudi,
v mentalne zapore in greh. Urinjena je laž, nam vsem, to je tisočletja stara fora. Ko prepoznaš igro, igra ne dela več. Ko ugotoviš, da je vsaka provokacija, vsako argumentiranje brez konca, da je to zgolj povabilo v igro, na nezavednem nivoju padeš v igro argumentiranja in stiske in dreniranja tvoje lastne življenjske energije. Tvoja življenjska energija je namenjena tebi, moja pa meni. Če so ljudje zajebali svoj lastni stik z verom energije, jim nihče ne daje pravice, da lahko črpajo od drugih ljudi, pa vendar to naredijo. Točno to delajo. Boste dovolili? Boste dovolili biti zdrenirani na vsakem koraku ali boste postavili jasne meje? Oni testirajo naše potrpljenje, našo empatijo, našo poslušnost, našo ranljivost, naše zaupanje, našo inteligenco, vero v dobro, srčnost, sočutje, voljo, možnost razmišljanja, dostojanstvo, notranjo moč. Testirajo, če imamo moč odpuščanja pa milosti do teh, ki prestopijo meje. Kako, prosim, nekdo na silo prestopi mejo, pol pa računa pa na milost? Ne prestopaj meje, pa ne rabiš moje milosti imeti, ne, ven od tle, je rekel Trump, ven od tle. Ne? Končno se je začelo o Trumpu pa o Elonu Musku pisati, ne? Jaz sem ves čas te zgodbe o Trumpu, ker ga spremljam, mi je bil Elon Musk nekaj čudnega. Nekaj čudnega. Ni mi bil jasen, ampak smo rabili toliko in toliko časa, da smo prišli do zaključka, da verjetno je Elon Musk ipak bil, tako kot sem omenil, enkrat ali dvakrat po teh oddajah, bom rekel, mamac, ne? Ko temnim silam dovoliš, da sodelujejo s tabo, ko jim daješ slavo, pod žarometi jih daš, ne? Musk je bil malo pod žarometi, malo zaslepljen, ampak imeli smo možnost videti njegova dela, ko je raziskal en kup stvari, se pa je vedel, od kje, kaj in zakaj. Ampak, kaj pa, če je bil Elon Musk na testu? Pa se je izkazalo, da je bil, dok je bil pod žarometi, je bilo super, ko je rekel, ne grem se več, oziroma ko se je sodelovanje prekinilo, pa so začele padati obtožbe čez Trumpa, pa tako ga je imel rad, ne? Tako da vse sorce bo pokazalo in prav je, da se pokažejo stvari, ker mi moramo biti si na jasnem, s kom imamo opravka. A je to tako? Če mi ne znamo prepoznati razlike med empatom in narcisom, potem so lahko narcisi na vodilnih položajih, naloga, želja in potreba in vizija narcisa pa je zgolj črpanje. A so lahko črpalci na vrhu piramide oziroma na vodstvenih pozicijah? Jaz mislim, da ne. Ampak dokler ne prepoznamo, kaj je empatija in kaj je narcizem, potem ne moremo niti džabe nam volitve. Brez veze, da imamo volitve, zberite te božjega narcisa. Ne vem, če je to tako, če je to prav. Jaz mislim, da je bilo prav, kaj sem dobil zvezdico za spanko, že za dobro jutro. Hvala lepa in Zdenka in Polona obema in hvala za darove, že zaživjo. Sabina pa dodajaš, da korona je bila test, ki je pokazal, kaj kdo ceni. Denar, ugled, razkošje ali sebe kot bitje, ki se ne proda in preda. Ja, korona je bila velik test. Zaradi tega se mi je zdela današnja tematika precej zanimiva. Testiranje, ne? Ne na COVID. Test, dragi moji, test. Mene so testirali. Moje meje so testirali v življenju milijonkrat. Mojo mero potrpežljivosti so testirali milijardokrat. Vedno sem padel, zdaj pa ne padem več, zdaj se pa po glav praskajo, zakaj ne? Zaradi tega, ker sem postavil jasne meje in ne dovolim, da gre karkoli in kdorkoli čez. In če kaj sovražim hinavščino. Pa beseda sovražiti ni glih prav, ker ne gojim sovraštva do hinavščine, ampak sit sem jo. Netoleranten sem do tega. Hinavščino jaz gledati ne morem. Več. Zaradi tega imam tipko blok.
ker ne morem več sprejemati, da se nekdo pretvarja pred mano, da je nekaj, kar ni, med tem, ko 2 leti opozarjam, da vidim namere v ljudeh. In hinavščina je nekaj, kar je na tem svetu za dobro jutro, a ne? Pa ne od včeraj, ampak od nekdaj. Ljudje so se malo razvadili, malo so se razpasili. Preneumni so, da bi znali stvari skrivati še, a ne? In zdaj je na nas, da odpremo oči in gledamo naokrog, a ne? Kako bodo zdaj speljali ven do konca to korono? Ajde, da vidimo. Kako bodo zdaj mislim, a veste, ta vojna v Ukrajini pa podpora Ukrajini, tudi to je bil test. Ali se bodo voditelji obrnili prav, ali se bodo obrnili na narobe. Če vprašamo ljudi v Sloveniji, koliko ljudi podpira oboroževanje Slovenije, da bomo šli v Ukrajino, koliko ljudi Slovencev podpira idejo bolano, da moramo slovenske vojake dati v Ukrajino kot kanon futer. To je samo ideja von der Leyenove, ki nima narodne zavesti sploh. Vprašanje, če sploh poseduje karkoli od človeške zavesti. Ker verjetno je demon to skonzumiral do konca, če je to sploh v osnovi človek. I ako na ven zgleda kot človek. Njena dejanja pa kažejo čist drugače. Ker kot človek bi se lahko postavila na stran in zagovarjala mir, ne pa vojno. Vojno zagovarjajo narcisi in jo ustvarjajo, to je konflikt na konflikt na konflikt na konflikt, ker od konflikta se hranijo. Oni se ne hranijo iz naslova miru. Demoni hočejo rom-pom-pom. Demonske sile nočejo miru, zaradi tega, ker to njim ni dobro. Zaradi tega se je treba ves čas z nečem zamotati, z ropotom, z delom, z nekimi motilci, nekimi instant dopamini. Ampak to so samo instant stvari. Demon nikoli ni sit. Narcis nikoli ni sit. Sistemu nikoli ni dovolj. Nikoli. In tem ljudem ne moreš ustrežiti do konca nikoli, da bi bil mir pol. Ti samo ustrezaš, miru pa ni. In to smo ugotovili, ne? Ne rabimo mi zdaj tle biti diplomirani. Mislim, tudi šole načeloma tega ne učijo, tako da je džabe. Ja, tako kot pravi Sabina, imitacija človeka ni človek, ne? Jaz se tudi zapusta lahko oblečem v žabico, ampak nisem žaba. Ne? Če se jaz oblečem zapusta v žabo, potem sem tisti dan v maski žabe. Enako je pri ljudeh, a ne? Ne more to tako biti. In prav je, da potestiramo, a ne? Če je nekdo v žabico oblečen, pa reče, jaz sem žaba, pa rečemo, ok, zdaj pa zakvakej, zdaj pa naredi rega, tako kot žabe naredijo. In ti poslušaš in vidiš, da tole pa nekaj ni prav. Volk in 7 kozličkov, daj pokaži nam šapico, pa bomo vedeli, da tvoje besede niso zadost. Je treba potestirati stvari. Ni dovolj, da vam ljudje rečejo, ja, jaz pa sem zelo prijazen, zelo duhoven, verjem mi, ne lažem, jaz pa sem... To so besede. Test pride za tem, a ne? Mene je testiral sistem temačnih, z vsem, kar sem prej naštel. Ampak sem otestiran tudi strani Boga. Strani svojega dostojanstva, svoje integritete. Ali ostajam človeški, ne glede na nizkotnost, ki sem jo deležen. To velja tudi za vas. Ali ostajate dostojanstveni, ko nekdo nedostojanstveno pika v vas. Vzdržujete nivo zavesti, ali se začnete obnašati kot hovdre. Z aroganco vas počijo in postanete arogantni. Ne to delati. Če vam to ni v naravi, ne dovolite, da nekdo to iz vas izvleče. V tem so pač dobri, nikaj, a ne? Marina, dobro jutro tudi tebi v sobotno jutro, ko se piše 7. juni, ko imamo oddajo na radiju MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih mega srca, ko se pogovarjamo o testiranju, pa ne tisto s paličicami in ne tisto na korono, ampak testiranje človečnosti, testiranje dostojanstva, dignitija, testiranje empatije. Ali jaz bi raj testiral te lepe stvari pri ljudeh, koliko to drži. Pa vendarle,
sem se naučil, da moram potestirati tudi narcizem. Da spodbudim v ljudeh eno ali pa drugo. Da spodbudim malo demona, malo podrzam, pa da vidim, kva bo skočil iz njega. Mal štrcneš demončka, pa je vse narobe. Tam se ti takoj ljudje pokažejo. Mene so testirali ne brojkrat. Pol tudi jaz lahko malo potestiram, a je to prepovedano? A kdo kaj ve, je to kaznivo dejanje, če se malo potestiramo? Drugega. A se to sme ali se to ne sme? Ste že kaj pogledali? Marina, praviš, da si zalivala vrt in zamudila šolo. Nič hudega. Ponovitev te čaka na YouTubeu, kot vse ostale jutranje oddaje so tam, zato da nam je, da arhiviramo stvari, da smo res govorili, kar smo govorili. Houk, govoril sem, posneto je. Mnogi ljudje pa smatrajo, da niso posneti in so posneti. In mnogi ljudje so predrzni, dok jim ne rečeš, ampak veš, jaz imam to vse posneto. Štala. Ja, valjda. Kaj pa ste mislili, da se jaz grem kar na lepe oči? Jaz na lepe oči žal ne morem zaupati nikomur, še pa ima kosmata ušesa, pa mu zaupam 1,000,000%, ampak ima kosmata ušesa, kaj pa veš? Obstaja opcija, da ne obstaja, za mačko bo vedno skočila moja Lucy, taka je, ne? Vse nobeno ni še ujela, ampak skoči pa, tam je pa nevarno kakšno avto pa to, ampak kosmata ušesa, toliko zaupanju, a ne? Poznamo stvari, ne, se prav, moja Lucy poznam, nič ni s tem narobe, kar počne, a ne? In tudi pri ljudeh ni nič narobe, dokler niso škodljivi, dokler ljudje se zaradi mene lahko z glavo zaletavajo v skalo, butn skala, komot. Sam ne boš pa se zaletavil vame in v kogarkoli drugega in mu ob tem ustvarjal težo, stisko in poškodbe takšne in drugačne. To se pa ne sme. In če se ne sme fizično, se tudi psihično ne sme nikomu riti čez meje in nikogar se ne sme poškodovati po duhu in narcis počne točno to. To je požaruh duha, duše, zaradi tega, ker je sam okupiran verjetno z demonskimi silami oziroma z demonsko zavestjo, ker v mnogo situacijah bi za ljudi rekel lahko stari, pa če bi tebe otroci zdajle gledali, a pa bi te prepoznali kot očeta, če bi tole zdajle gledali, to kar ti zdaj meni prizarjaš, a bi te otroci prepoznali, ne? A si to res ti? A si ti ponosen nas, da tako lažeš pa kradeš? A si ti ponosen, da si ti tako samo všečen? A si ti ponosen na svoje podla dejanja, misleč, da jih noben ni videl? Zaznali smo jih, vse določene stvari, dejanja ne boste ujeli v enem dnevu ali pa v enem trenutku. Določena dejanja so se pokazala skozi desetletje, v mojem primeru. Ko sem imel ljudi za takšne, kot so se predstavili, da so, pa tekom let se je to čudno, no danes pa imam jaz finalno odločitev za njih, da v bistvu to so v bistvu ljudje, ki so delali štalo že 20 let, ali pa jaz ne vem, 30. Meni osebno vsaj 10. A ne? Ampak to je treba prepoznati. Jaz sem rekel, da če ne poznaš, če ne moreš narediti psihološkega profila človeka, če ne moreš ti definirati, ali človek ima namero dobro ali slabo, boš verjetno nategnen. A ne? Ja. Sedijo na tronu manipulacije in pravijo, to smo mi smo manipulatorji, mi imamo moč in kontrolo nad ljudmi. Ja. Sem o KGB-ju nikoli ni noben nič rekel, da je zginil. Obveščevalna služba nikoli nič se sama sebe dost ne promovira, da bi rekel, kva smo mi ugotovili, zato ker smo obveščevalna služba. Ljudje drugega obveščajo in sledijo. Meni ne vem, da imajo čist na rešpetlinu, kje, kaj, kako bom rekel, kdaj bom koga obtožil, kdaj bom izrekel kakšno ime. Pa ga sami veste nočem, ker ni potrebno, prepoznavamo pa vzorce, ki jih ljudje nosijo in seveda tudi imena imajo ti ljudje. Ampak je džabe, mene ne bo v vašo vas, da bom vam povedal, kdo laže pa kdo ne laže, ne? Zaradi tega, ker to morate vi prepoznati in vi morate ljudi prečekirati in pretestirati.
Sabina praviš, ja, to je test, koliko je resnice v ljudeh. Ja, tle se bo pokazalo, koliko je v ljudeh resnice, želje po resnici in koliko je v bistvu tega, da se obrnejo stran od resnice, misleč, da bodo s tem lahko zakrili tisto, kar skrivajo. Večkrat sem rekel, ljudi ne definira, kaj delajo, ampak česa ne naredijo, pa bi morali. Če se dogaja genocid, ne moreš reči, da ga ni. Če se dogaja pedofilija, ne moreš reči, kaj me pa briga. Gre za ljudi. Halo. Kje je človek v tebi, not? Vsaj dotakniti bi se te morali. Ne pa to, ali je Trump grd ali ni. Brez Trumpa bi šlo vse tako naprej, kot je šlo, pa bi se dal zatavšati, če bi se Trumpa losali. Pa se ga niso. Tudi mene bi se losali, tudi jaz bi mogel biti mrtev. Pa diham in kaj lahko zgubim, glede na to, da sem bil že čist na peklu? Nič več. Zaradi tega je to tako, kot je. Šele, kad se zavedaš, da nimaš kaj izgubiti, šele takrat postaneš silak. Ne? Silak. Neprebojen. Ne? Marina, praviš, da si imela 50 let mature, nisem bila na nobeni prej, sem imela priložnost testirati. Bravo, sem kar presenečena, kakšna zavest pri človeku, ki ima doktorat. Presenečena nad nivojem zavesti človeka, ki ima doktorat. Pa sej si pa ja vedela, da je zavest na podnu, ne? Ker zavest zahteva 3 komponente, ne samo inteligenčni kvocijent. Doktorat je dokaz inteligenčnega kvocijenta. O emocionalnem pa spiritualnem kvocijentu pa ne duha ne sluha, ne? O empatiji se ne sprašujejo. Glaven je doktorat, ne pa empatija. Halo, ne more biti voditelj nekdo, ki ima doktorat, visok inteligenčni kvocijent in nima spiritualnega in čustvenega, ki ni čustveno stabilen, kamoli da ima v zavedanju zle namere. Ne? In ne moreš biti del politike, če nisi del kluba, kjer se testira tvoja odsotnost empatije. Da si sposoben delati nečloveške stvari, da si sposoben rant sočloveka. Tudi to imajo testiranje v svojih klubih, a ne? Polovno praviš, da so otroci pravi indikatorji. Ja, otroci in pes tudi je, mislim, čiste živali so pravi indikatorji, čisti ljudje, čiste duše so pravi indikatorji in pokazatelji, a ne? Romi, praviš, dobro jutro vsem, tudi tebi, Nuša, dobro jutro, dobro te poslušati, tako sem poznala narcise in jih dala na blok. Nuša, me veseli, da sem pri tem kaj pomagal, pri temu, da smo začeli prepoznavati narcizem, da smo začeli testirati, biti pozorni na to, kakšen vpliv v nas naredijo ljudje in ne, da smo na njih jezni, ne, da jih ne maramo, ampak ne dovolimo več tega, zaradi tega je potrebna distanca, če ni nujno, da je fizična, že to, da prenehaš s kakršnokoli komunikacijo, kratko, jedrnato, pok in čao, ne. In ja, vsi ljudje smo bili testirani, a nam je to jasen, a se zavedamo, ne na COVID, vsi ljudje smo bili testirani, ali smo voljni, da se bomo lahko prodali, če bi bilo to treba, a smo sposobni izdati nekoga. To se je iskalo v nas, a ne? Pa to je čist narobe. V nas bi se mogli testirati, koliko smo človečnosti pripeljali čez, koliko smo vzdržali empatije, ne glede na vse pritiske, ki so jih izvajali. A ne? A znamo kljub vsem izdajam ostati ljudje. Načeloma je tako, da izdaja iz tebe privleče najbolj temne stvari in jih. Ampak če jih ne znaš prekonzumirati, če jih ne znaš prekalibrirati, če jih ne znaš urediti znotraj sebe, potem s tem živiš in to te razjeda od znotraj. Demon ti da za začetek pomoč, potem pa te lepo počasi požre. In ko požre tebe, začne žreti vse, kar ti kot človek, kot nosilec srečaš naokrog. In tako se je zgodila kuga nad človeštvom, zloraba duha, zloraba uma, zloraba človekovih vrednot. Ja, strah in ponos meljemo pred sabo. Dobar,
Jaz bom naredil eno čist prekratko pauzico, zaradi tega, ker mislim, da mi pripada ena taka čist prekratka. Pa bomo dali en komadič, ki bo Wild Angels. To bo krasen. Divji angeli od Smokija. To poznate, vrnimo se malo v času nazaj in zavedajte se, da so nas testirali, zdaj pa testiramo mi in je vse narobe. To pa ne bi smeli. Anade, dobro jutro. Don't talk to me of shattered dreams, 'cause you don't know what it means to live for someone else you can't just take. When you're bitten by the truth, you blame it on your misspent youth. You never seem to learn by your mistakes. So don't talk to me of wild, wild angels. Wild, wild angels on the skyways. Those wild, wild angels on the highways of your life. 'Cause it's people like you who never what wild, wild angels have to face. Oh, and I ain't hanging around to see turn on someone else like me. I'm still alive, and you know the way I live. Baby, that's one way you'll never be. Such simple things you fail to see. Take back everything you ever give. So don't talk to me of wild, wild angels. Wild, wild angels on the skyways. Those wild, wild angels on the highways of your life. 'Cause it's people like you who never knew what wild, wild angels have to face. Lord, don't talk to me. Wild, 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 wild angels. On the skyways of your life. Those wild, 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 wild angels. 'Cause there's people like you who never knew have to face. No, oh, Lord, don't talk to me. Oh, no, those wild, wild angels on the skyways of your life. On the highways, on the skyways, 'cause it's people like you. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She
but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. I'm in love with a fairy tale. I am in love with the fairy tales. Zaljubljen sem v pravlična bitja in v pravljice. Ja, zaradi tega, ker zavest kot taka, ki jo imamo, posedujemo v sebi, je bistveno večja od strahov, trpljenja, manipulacije in vsega tega. Pa tega se vse spomnite, ko ste bili majhni. Ne morete reči, da niste sanjarali, ne more noben reči, da ni nikoli imel domišljije. Vse to je del zavesti, ampak to so taki, bom rekel, drobne pikice. Zavest je bistveno večja, kot smo si kadarkoli lahko predstavljali, in resnično je kingdom, kot je rekel Jezus. To je kingdom znotraj tebe, to je polje neomejenih možnosti, zaznav, spoznav in vsega, kar je. In iz polja višje zavesti vidiš delovanje nižje zavesti in nižjih entitet, kaj ne? Kako pa drugače? Dokler si pa v njih ujet, pa nimaš širine in ne prepoznavaš. In zaradi tega je prav, da testiramo sami sebe in da smo testirani sami sebe, probamo peljati, kje so tiste meje, ki jih dopuščamo in katere so meje, ki so nam umetno nastavljene. Ja, to ne moreš, nič si sam, kaj pa češ. Ampak, dragi moji, duša ve, da je več kot to, da more ubogati nekoga, ki si je vzel pravico do vladanja nad nekom. Nad človekom nima pravice vladati nihče in nikdo. Bog je tisti, ki lahko narekuje tempo, ampak ta tempo je vedno v pozitivo, ne v trpljenje. To je domena zla, ki je rekel, da ne obstaja, da zlo ne obstaja, da človek nima naravnega sovražnika in da raj je pol po smrti tam nekje. Kje pa smo pol, če je raj pol nekje po smrti tam nekje? Raj je zavest, nivo zavesti in mi smo živeli v ujetništvu nižje zavesti, kar je peklensko stanje. To vidiš samo tisto, kar ti sugerirajo, da moraš videti. Pandemijo, strah, orožje, vojna in nesigurnost, hudo bo po tem svetu. A ne? To je tisto, kar so nam ucepali v glavo, ampak tega se mi ne gremo. Zavest je bistveno večja, kot smo si upali ali pa znali predstavljati. Vsak komad, ki vam ga zavrtim, ima za moje pojme dojemanja čist drugo ali pa bistveno širšo sliko, kot sem jo imel pred časom o teh komadih. Love kills, jaz si to nisem znal predstavljati, ne? Ljubezen ubija, ne? Je rekel Freddie Mercury. Kako ljubezen ubija? Ne, ljubezen so ubijali. They kill love. V jeziku zavesti in v jeziku satanizma je vse na glavo obrnjeno. Ljubezen so nam ubijali, a se zavedamo mi to, in so testirali, koliko smo jo še obdržali. In tako, kot praviš, Sabina, ta je treba čez to 3D iluzijo prenesti. Celega in ne dovolj, da ga te pošasti požrejo in umažejo. Ja, svojo integriteto, dostojanstvo, avtoriteto, dostojnost in spoštljivost do samega sebe. Joj, Marija Polona, ti si pa natresla menenih darov že v sobotno jutro, najlepša ti hvala, Polona. In seveda vsak, ki kakorkoli doprinese na takšen in drugačen način. Praviš, Sabina, da mati v ta realem rodi bogove. Ja, dobesedno, in če jih ne spoštuje, jih gamac tega sveta izpije življenja. In to življenje je Bog, tako je. Ta sodrga, ki se je prepletla med ljudi v obliki ega in narcizma, srka Boga iz vsakega posameznika.
Nikoli se ga ne da posrkati čisto do konca, to je tista iskra, ki v nas vedno tli, zaradi tega živimo in ljubav ni je nestala. Torej, Boga v nas ni nihče ubil, ampak je Bog se umaknil, se je skril zaradi tega, ker ne dovoljuje. Zaradi travme. Vsi ljudje smo bili travmatizirani, če drugega ne, smo bili vsi zlorabljeni in zloraba je nekaj, kar človek zelo težko... Zloraba, ja, in izdaja. Vsak izmed nas je bil izdan, če ne drugače strani države. Vsi smo bili izdani. In izdaja je nekaj, kar se zelo težko pogoltne. Ko te izda najbližji, ko te izdajo ljudje, katere si imel rad, katere imaš rad, katerim nekako čutiš neko vez, ali pa bi jo rad čutil, ali pa bi rad bil v vezi takšni in drugačni. Ko te izdajo ljudje, to je bolečina, ne? Ampak izdaja ni nekaj, česar se ne da prežvečati. Ni enostavno, ampak se da. Kako sem si napisal, izdaja se ne poje lahko, ampak se jo da. Ne samo, da se jo da, mora se jo in šele, kadar jo prežvečimo, pregriznemo, takrat lahko rečemo, alright, zdaj pa smo naredili korak naprej. Dokler se ukvarjamo z maščevanjem na izdajo, takrat pa smo ujetniki lastnega uma, nizke zavesti in tako. Zaradi tega vas vedno znova skušam spraviti v nek pozitiven mood, da bi v bistvu sami zaznali svojo vrednost in veličino, da se zavedate, da ne rabite nikogar obsojati, je pa nujno potrebno, da jih prepoznamo, da ljudi poznamo, da prepoznamo namere ljudi. To je pa nujno potrebno, ker če ne poznaš namere v sočloveku, potem si ujet. Ker namera je ujeti te. Namera je v premnogo primerih te izsrkati, te izkoristiti, te spotakniti, te overati pri temu, da sam ne zrasteš. Ljudje se dobro zavedajo, kaj počnejo. Vsi. Ampak delati se neumnega te ne obrani odgovornosti. Če se delaš neumnega, da ne vidiš kriminala, da ne vidiš izdaje, da ne vidiš zločina nad človeštvom, da rečeš, ok, ja, sej nekaj sem slišal, da je bila izdaja, ampak le kaj pa, če se to je zdaj za nami. Ja, ne, mislim, za nami, mislim, ljudje sedijo v zaporih leta in leta, zaradi tega, ker se morajo spomniti, zakaj sedijo. In največ se po vojni najde izdajalcev in kriminalcev. In vojna je bila, a ne? Nad človeštvom. Genocid ni kar neki. In ne moreš danes, v bistvu glede na to, da je bila to 3. svetovna vojna, če smo se pogovarjali o 1. pa o 2. svetovni mnogo, zakaj se pa zdaj o 3. kar naenkrat ljudje nočejo pogovarjati? A ne bi mi mal obudili te spomine pa najdel odgovorne za to? Če smo rekli, za 2. svetovno je odgovoren Adolf Hitler, ne? Imamo tudi tukaj nekoga, ki je odgovoren, ne? In nekoga, ki je Adolfu pomagal, da je Adolf zmagal. Saj Adolf ni imel ful velik svojih vojakov. Tiho so bili ljudje tudi takrat. Sam po vojni se je te ljudi sodal, ne? Kaj ni to tako? Zaznavate, da se o 3. svetovni vojni noče noben nič pogovarjati. Od teh politikov, ki so tako radi pogrevali 2. svetovno vojno, pa kdo je bil po vojni izdajalec, pa kdo med vojno je bil izdajalec, pa kdo. Ne? Tako zna ta politika pogrevati tisto iz leta 45. Mi imamo leto 2019-2020 za pogret mal. Tle imamo mi za porihtati. Kaj zdaj politika stran gleda? Ja, vse je logično, se ne rabiš diplomirati, ne rabiš imeti doktorata, a ne? Da dojameš, da v bistvu se nočejo pogovarjati, ker so udeleženi. Zakaj sodniki ne najdejo nobenega krivca? Ja, verjetno ne zato, ker ga ni. Ampak zaradi tega, ker ga ne smejo najdeti. Ampak, okej, sodniki pa politiki, okej. Ampak, kaj pa ljudje? Zakaj pa so krajani moji ne rečejo 100 mater in genocid, ampak to bi pa mi mogli. Dajmo se mi malo skup usesti, pa bomo nekaj naštrumfali. Za začetek dajmo se zavedati, pa se bomo pa enkrat skup malo usedeli, pa bomo najdeli kakšno pravno luknjo. Ker skupaj lahko to naredimo, ne?
Ne, mi ne moramo nič. Mi ne moramo nič, zato in pač nam je kar v redu, lej se zdaj bo hmal pust, pa pol bomo imeli, tam bomo nekaj naredili, nek mostiček, ne, da bo izgledal, pa bomo eno novo trgovino bomo naredili tudi v Cerknici, to rabimo, no, pač te nujne stvari, no. Mostiček, trgovino, to res rabimo, ne, mislim, sosednji kraj v Cerknici, Rakek in Nunec ostajata brez trgovine, pa je to velik kraj. Ne, mi imamo pa 4. megacenter, to zdaj pa se mi zdi res krvavo rabimo, ne. Torej, da mi znamo prepoznavati neumnosti, ki se dogajajo in sprejemajo, pa spet to ne sprejema en človek, to sprejema neka druščina, ki je sprejeta v ta politični krog, imajo dovoljenje, da dvignejo ja, sem za, ne, nisem za. Dragi moji, pa nismo mi blesavi, nismo mi po župi preplavali. Pa dajte si vi narediti zaradi mene 7 Mercatorjevih centrov ali pa hipercentrov. Sam jaz bom solato svojo pojedel, rajš. Ne? Ne vem, mislim, tudi jaz rabim biti v trgovino, ampak gremo na tako majhno trgovinco, ki mi je simpatična in tam not dobim vse, kar rabim. Jaz ne rabim hipercentra, sploh ne štekam, kdo to potrebuje. Pa zakaj? Ker jaz, ki grem sem pa kaj v Hofer, ki grem za podoločene stvari, grem v Hofer, jaz tam ne najdem čist nič dobrega za mene. Ne med zelenjavo, ne med mesom, ne med solatami, ne med paštetami, ne med seri, ne med kruhom. Srečem pa kdo, pa komu, ne? Pa tako sem rad imel v Hofer včasih, pa nima zdaj, ali pa če bi v Špar, se vsem klinec. Se mi zdi, da je tako ful slabo, no. Ampak ja, na nas je, da se odločimo, ali gremo v trgovino, vzamemo stvar, pa rečemo, klinc, tole bom pojedel, ali ipak pogledaš, kaj je noter. Mislim, da v današnjem času mora vsak prečekirati, kaj bo goltnu vase, ker piše na embalaži, da je vse dobro. Sam jaz ne rabim pretirano brati sestavin, jaz pač Red Bulla ne kupam. Ok, kupam prebranac, ampak ne vsak dan 3. Sem se tudi jaz grem na pico, ampak ne vsak dan. Mislim, se tudi jaz solato kupam v trgovini, ampak ne vsak dan. Hočem reči, da človek mora sam biti previden, kaj konzumira v tem življenju, kaj dovoljuje, da vnaša v sebe. Naj si bo skozi usta, naj si bo skozi ušesa, naj si bo skozi odzive na provokacijo. Vsak človek je odgovoren sam zase. In ti si tisti, ki se v situaciji, v dnevu odločaš, ali boš nekaj naredil iz ljubezni ali iz strahu. Boš rekel, bom kupil Red Bull. A je to iz naslova ljubezni, do koga? Ali je to iz naslova brezbrižnosti? Ja, če bi imel sebe rad, tega ne bi naredil, ne? Zato, ker veš, kako težke stvari so noter, ki jih telo zelo težko prekonzumira in predela. Ljudje se, po drugi strani ljudje pravijo, ja, pa moraš biti vegan, pa ne smeš čist nič, torej nobenega Red Bulla v življenju spiti, pa ne smeš nobenega cigareta pokaditi, pa bože ne jedi kozarca vina spiti. Dragi moji, stvar je v zavesti. Stvar je v zavesti. Tretje oko se ne šraufa, čakre se ne vrtijo, tako da se jih gre malo popraviti. Mi ne rabimo terapije svetlobnih kot in manifestacij ne vem kva. Dostojanstvo, človeštvo, človečnost se išče, ne? Če si človek, si človek. Ampak avtentičen. Ljudje pa fejkajo, da so ljudje, fejkajo empatijo, igrajo človečnost, igrajo prijaznost in ljudje lahko igrajo kar sam če igrajo, ne bodo to postali. Če se jaz oblečem za pusta v žabico, ne bom postal žaba. Če se moški preobleče v žensko, ni ženska, ampak je moški oblečen v žensko. Še vedno. In če je človek znotraj sebe zloben in pokvarjen, ne more reči, jaz sem človek. Če človek pokaže parazitske lastnosti, je to človek ali parazit? Dajmo tako vprašati. Če nekdo pokaže lastnosti parazitske, ga imenujemo človek, ker tako zgleda, ali ga imenujemo parazit, ker tako deluje. A ne?
Niso vsi črvi grdi, eni zelo, eni pa ne. Z enih metulji ratajo, nič ne škodujejo ničemur. Marina, praviš, da ne hodiš v trgovino, ker je sam šit in ne zaupam, kaj piše na embalaži in sama predelujem, kolikor lahko in skrbiš za naravo. Marina, to je zelo smiselno in to je pokazatelj, da človek ima stik sam s sabo in stik z naravo in stik sam s sabo pomeni imeti stik z dušo. Ljudje, ki spijejo vsak dan Red Bull, jaz sem enega sodelavca, ki je na dan spil 3 do 5 Red Bullov. Vsak dan. Pa človek, kaj je s tabo? Ok, spi ga, saj sem ga tudi jaz. Sam ga ne, več. Tudi Coca-Colo. Čas sem jo, zdaj jo pa vsem manj. Sploh ne vem, kdaj sem nazadnje. Zadnjič sem Coca-Colo pil, ja. Mislim, ampak po 2 letih. Mislim, stik sam s sabo imeti in testirali so, ali imamo stik sami s sabo ali ne. In če ne izkažeš sočutja do sočloveka, je to že zelo velik rdeč alarm, da izgubljaš stik s samim sabo in na tak način z ostalimi ljudmi. Vsi smo eno. Ja, če se čutimo, če čutiš sam sebe, imaš empatijo, potem čutiš tudi vse ostale. Čutiš stisko otrok, ki so bili posiljeni, ne pa da rečeš klincija, Grčkov. Čak, koliko pa je bilo teh otrok? Pa odkrivajo se svinarije na svinarijo, na svinarijo, na megalomanske svinarije in ljudje še vedno gledajo stran. Ne bo šlo. Slej, ko prej, kamer se boš obrnil, bo resnica na čisto v vsakem kotu, vsak pogled. Ne bo se dal delati neumenga do neskončnosti. In včeraj sem napisal objavo v kontekstu, kaj že? Delati se neumenga. To ni pasivno stanje, dragi moji. Tudi laž ni nekaj, kar se zgodi po nesreči. A ne? Jaz sem naredil 11. božjo zapoved. Ne deli se neumenga. In delati se neumenga ni pasivno stanje. Tudi vzdrževanje lastnega miru ni pasivno stanje, tako kot mogoče ljudje mislijo. Ja, pa imaš mir, pa mi je krasno. Vzdrževanje miru je zelo, zelo aktivno stanje. To je tako, kot električni pastir. Je pastir, ampak če pa elektrika not, takrat je šele efikasten. In enako je vzdrževanje lastnih meja, lastnega miru, zaradi tega, ker duša rabi mir. Ego in demoni rabijo rom-pom-pom, zaradi tega ga pa ustvarjajo. Ljudje, ki delajo vojno na ven, je zgolj projekcija tega, da so v vojni sami s sabo, za začetek. In če se vpletete v njihovo vojno, kar vas najrajš potegnejo v to vojno, potem ste ujetniki, ne? Ampak jaz vidim v človeku človeka. Ga. Ampak demonom, ki jih prenaša, pa ne dovolim, da bi me zvlekel v svoj peklenski svoje peklensko okolje, vibracije, če ćemo tako reči, občutke. Ne? Niso prijetni občutki, če imam jaz stika, ko demon name skače. To niso prijetni občutki. Torej, predvidevam, da tudi kdor poseduje demona, nima nekih prijetnih občutkov znotraj sebe, mar ne? Demon se mu je lepo predstavil, najprej mu je dal pomoč, potem pa ga je začel žreti od znotraj. In ta demon bi rad požrl tudi mene. In ko sem rekel ne, sem zagledal jaz marsikatere odzive pri ljudeh. Testirajte jih malo, rečete ne. Kakšne imate kaj izkušnje? Dragi gledalci in gledalke, poslušalke in poslušalci, kakšne so vaše izkušnje? Kadar nekomu rečete ne, kakšni so odzivi? Ste se že naučili reči ne? Koliko lažje rečete ne, kot ste to naredili pred leti? Kako sprejemate te njihove odzive? Ko začnejo bentiti in rohneti? Ja, ljudje so se zakajali, nekaj in težko je, kadar slišijo besedo ne, je kar drama, a ne? Ja. Dobar, dragi moji, jaz mislim, da je prav, da slišimo, evo, en Nabucco vam bom stisnil, zato da bomo šli v spoznanje, da nismo sužni nikomur. In ja, moji sosedje imajo enega čudaka, ki posluša Nabucco. Pesem sužnjev, vi pa mi malo napište, kakšne imate izkušnje međuvremeno? Kaj se zgodi, kadar rečete človeku ne? Kakšni so odzivi, kako to prenašate, kako stojite? Kaj ste srečali, ko ste ljudem rekli ne? Tudi to je del testiranja.
told me, pa-ra-pa-pa-pa, a newborn king to see, pa-ra-pa-pa-pa. Our finest gifts we bring, to lay before the king, so to honor him, when we come. Ja, mislili so, da zgledajo hudi, ne? Ker so bili nečloveški, ker so bili bulji, ker so bili nesramni, ker so šli čez meje dostojanstva in človečnosti. Le, kako smo hudi, kva delamo ljudem, kar čmo. Mi delamo ljudem, kar čmo, le, kako smo hudi. Ne, nič nimaš. Zaradi tega lahko to sploh počneš. Ne moreš hoditi po ljudeh. Ne moreš izdajati dostojanstva, človečnosti, iti čez ustavne pravice. Nihče ne laže po nesreč, tudi krade se ne, samo slučajno. In tudi neumnega se človek ne naredi po nesreč. Se zastopimo. In tega se moramo zavedati. In ko zaznaš provokacijo in manipulacijo, to ni nekaj, kar je po nesreč, kar je prvič. Jaz vam povem, da mnogo ljudi je prepričanih, da lahko stlačijo čisto vsadzga. Do zdaj so ga. Pa se pa z mano srečajo in pa ne rata. Ne prvemu, ne drugemu, ne 50. Mene niso spravili v jezo. Mogoče ljudje imajo občutek, da sem proti ljudem. Tako mogoče zveni. Mislim, ego vedno razume resnico kot grožnjo. In s tem ego mene obsodi, da sem proti ljudem. Pa nisem, jaz sem proti demonom, jaz sem proti nizki zavesti. Jaz sem zato, da ljudje dvignemo vsi zavest, da dvignemo svoje dostojanstvo. Da se zavedamo, da nismo mangupi, da nas mangupi vodijo in ukazujejo, kaj bomo, kaj ne bomo, kaj se sme, kaj se ne sme, medtem ko sami ne upoštevajo pravil. Vsi vemo, kaj je prav. Bod človek pa je. Obnašaj se kot človek. Umakni slabe namene od zadaj. Zaradi tega, ker to ne pomaga nikomur. Mogoče tebi na kratki rok, na dolgi rok zagotovo ne. In resnično nikoli nisem proti ljudem, upam, da to vsaj zaznate, vsaj nekateri. Moja želja je, da najdemo vrata, da najdemo izhod za vse, tak, ki bi ljudi odrešil sramote, ki bi ljudi odrešil ujetosti, ki bi ljudem odmaknil kajle, v katere so se zakajljali, ki bi jim odrezal zanke, v katere so se ulovili. Vede, ne vede. Ampak delujejo tako, ker morajo tako delovati, ker ko si ujetnik kluba, moraš delovati po klubskih pravilih, ki so mnogo bolj ostra kot sistemska. Ampak na prvi pogled izgledajo lepo, kot kičasta bleščeča stvar. Drek v celofanu. Celofan je lep, odpreš, noter je pa drek. Tako nekako je človeštvo se ujelo. Ta vrata iščem in mogoče ima kdo kakšen dober predlog. Za začetek beseda ne, to sem vas malo poprosil, če mi kaj napišite, pa da vidim, kaj ste vi napisali okrog tega. Da praviš, stoična drža nujno potrebna in vzdrževanje lastnega miru je še kako aktivno stanje, a ne, Marjana? Absolutno se strinjam. Dobro jutro tudi tebi. Polona pa praviš, da je stoična drža nujno potrebna, ker kruha in iger se ne gremo več in idemo. Ja, res je. Teh celofanov, teh kričečih celofanskih klovnov ne kupujemo več. Mene klovni, ki so klovnasti, ne zanimajo več. Razen iz tega vidika, da se jim nasmejem pa rečem, do kje se boste vi zbrukali do konca. Gledam po socialnih omrežjih te klovne, ki skačajo, en bolj trapast kot ta drug, gledam njihove izdelke, kako primitiven je pristop, izdelava, bedna šala. Tako, zdaj pa ne vem, ali sem jaz tako razumem, ali dejansko mislijo, da so res hudi. No, ne vem, več, vem, glupo izgledajo, z meni že. Ne je ne, praviš, Marjana, in tako delujem jaz po novem in koliko jih to vrže na obrate. Ja, se strinjam.
Se strinjam, zaradi tega pa je zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, da če mi nekdo reče, živim v miru, krasno mi je to navadna floskula, a ne? Ker ne more to tako biti, zato ker rečeš ne, kadar vzdržuješ mir, se srečuješ z napadi, več napadov dobiš. Bolj ko vzdržuješ mir, več je napadov, ki želijo tvoj mir rušiti. Kajti, tvoj mir je nevarna stvar, da boš ti nekaj doumel in jih prepoznal. In njihova igra ne pele, kadar je prepoznana. A je to tako? Oni se delajo, da so hudi, pa niso. To je vse fake. In to moramo prepoznati in zaradi tega oni mir naš napadajo. Ne? In ocenjujejo, da smo mi teoretiki zarote, ker želimo imeti mir. Ker vzdržujemo svoj mir, smo mi problem te družbe. Kako je v družbi lahko problematičen nekdo, ki mu je do tega, da bi našli mir? Kako je v tej družbi lahko nekdo označen za problematičnega, medtem ko govorim o ljubezni in miru? No vem, stari, to precej pove o družbi, ne? Sploh zaradi tega, ker nam je jasen, kaj je fake, pa kaj fake ni. Praviš, Polona, da ko so prvič slišali besedo ne, so bili šokirani, če so prav slišali, in pol pride pa obtoževanje, klasično. Napadi, obtoževanje, da to pa tako ne moreš, pa da si težka, pa čudna, pa čisti se spremenila. Mislim, včasih smo te lahko žrli, zdaj te pa kar naenkrat ne moremo. Baš si ti dosadna, Polona, kva si tok bedna, ne? Turšič, ne moreš reči ne, vesolje pa ja ne pozna besede ne. In dobro, jaz pokazal, kva vesolje ve. Ne? Če vesolje, če je to tvoja miselna dogma, da vesolje ne pozna besede ne, sem jaz drugačen. Jaz pa poznam besedo ne in glih kar si jo slišal. Ne? Ampak ne je ne. To ni to, da sem rekel ne, pa sem mislil ja. Oziroma, da sem rekel ja, čeprav sem mislil ne. Tudi tega sem se navadil. Jaz ne rečem ja, če mislim ne. Ne je ne in tako ga tudi povem, kadar ga čutim, a ne? In določenim ljudem včasih dovolim, da pridejo bližje, včasih pa ne. Zato, ker včasih sem v takem mudu, da bi jih rad čekiral, testiral, kontroliral in jih mislijo, da me vozijo, pa jih jaz vozim skozi teste. Ne? Zaradi tega, ker nižja zavest je zaslepljena. In nižja zavest je vedno lahko pretentala višjo zavest, ne višjo, drugega pretentajo. No? Nižja zavest je manipulativna, se jo da manipulirati in ima manipulativne vzgibe. Dočim, ko dvigneš zavest, prepoznavaš manipulacijo in v bistvu želiš testirati. Jaz ne želim nikogar prehiter kam dati, levo ali desno, oziroma v bližino, oziroma na distanco. Zaradi tega, ker v ljudeh vidim dobro. Ne dovolim pa manipulacije. Zaradi tega sem sposoben marsikoga zablokirati, in vam povem še eno stvar, da tekom let sem imel kar nekaj agresivnih, vulgarnih, arogantnih upadov, obtožb in tako. Jaz tega ne sprejemam in imam vso pravico, da to zablokiram. A ne? Ampak tekom časa sem nekje si včasih rekel, joj pa dej, pa se ga bom odblokiral nazaj. Pa se je izkazalo, da sem imel prav že prvič. Tako da, to je meni dokaz, da je moja intuicija že davno prav rekla in na intuicijo se naslanjam čedalje bolj zaradi tega, ker mi je dokazala, da ima intuicija prav. Ne? Če ti ljudje pokažejo, da so bak, potem so bak. Verjem to, ne rabiš reči, ne, sej niso bak, čeprav so mi pokazali. Človek, ki ima dostojanstvo do sebe, bo dostojanstven do vseh. Kdor ima, bom rekel, spoštljivost do sebe, bo spoštljiv do vseh. Kdor je v vojni samim sabo, odcepljen od duše, ta ima v sebi nemir in nemir je tisto, kar ven odseva, kadar le more. A ne? Praviš, da so te obtožili, Polona, da si preobčutljiva, ja, ko vidijo, da trdno stojiš na svojih nogah in se ne greš več iger, njihovih se s časoma navadijo in imaš mir. Cilj dosežen. Bravo. Sej počasi se navadijo, da ne gre ne prvič, ne drugič, ampak moja izkušnja je taka, da določeni ljudje v mojem lastnem kraju, ko so dobili od mene jasen signal, jasno besedo, jasno obrazložitev, da pač za njihovo, da jaz z njimi za isto mizo ne želim nikoli več sedeti, dokler mislijo tako funkcionirati,
tudi ko so dobili te podatke, so še vedno poskušali, ker parazit je pač lačen, a ne? In v nekaterih primerih od nekaterih ljudi resnično imaš mer, dočim najhujši, najbolj lačni energetski vampiri pa mislijo, da se je od prejšnjega tedna kar nekaj spremenili in da če prejšnji teden nisem dovolil, da ta teden pa bom. To pa imajo še kar malo vizijo. Ampak to je samo v njihovih glavah taka vizija, v moji ne. Praviš, da si vzamejo tako, kot da smo jim od besede ne naprej sovražniki. Ja, Polona, celo tako, kot sem prej rekel, človek, ki ima na sebi krivdo, za njega je resnica boleča stvar in kdor jo govori, razumejo, da je tisti, ki govori resnico, njihov sovražnik, zaradi tega, ker njim je to nevarno. In tako kot sama praviš, da če jim rečeš ne, oni razumejo, da zdaj smo pa njihovi svetovni sovražniki, ker do zdaj smo bili ver energije, ne pa prijatelji, a je prav. Bili smo ver energije. Oni so si predstavljali, dokler ga lahko nekoga črpam, je moj prijatelj, ko ga ne morem več črpati, je pa moj sovražnik. Mislim, da jim dolgujemo, kjer zakon božji, kjer v Svetem pismu piše, da smo mi dolžni dati energy. Sveto pismo govori o dostojanstvu, ne o tem, da dostojanstvo spustimo, da nas nekdo cuza. A je to tako? In ne, nismo sovražniki, jaz nisem sovražen do ljudi, meni se ljudje celo zelo smilijo zaradi te svoje ujetosti, iščem vrata, kako jim pomagati, kako z neko razlago prideti čez, ampak moramo reči Bobu Bob, da mi vemo za demone, tudi če jih sami skrivajo in zanikajo, jih vidimo mi, ne, če že sami nočejo, ne. Lahko rečejo, da imajo titulo takšno in takšno, ampak če ne prepoznajo zlorabe v družbi, če ne prepoznajo genocida, če ne prepoznajo nepravilnosti, ki se dogajajo do človeka, potem niso vredni pozicije, ker niso sposobni razmišljati svojo glavo, ampak so sposobni zgolj ubogati in biti poslušni nadrejenim, ki so rekli, tako govori. Ne? Vsak javni uslužbenec mora najprej spoštovati ustavo, preden posluša nadrejenega. Se strinjamo? Pa? Ja, no, pa to je zdaj pa bilo. Korona je bilo pa malo drugače. Ne, ta star, glih za take primere, kot je korona, je ustava na prvem mestu, ne glede na to, kar je prišlo okrog te skandemije, a ne? Skandemija, pandemija, ne? In samo zato, ker sem izbrala sebe, naj mislijo, kar če jo praviš, Polona, svojega osebnega miru več ne dam in ga ne damo. In to je edina prava pot, ker mir je predpogoj za to, da sploh sam sebe začneš čutiti, da začneš se ukvarjati z intuicijo, s čutili, ki ti niso bila jasna. Predelati moraš tista težka, ki spadajo v tridimenzionalni svet in odpirati vse več čutil, ki jih imamo, ampak dokler imamo šundar okrog sebe in v sebi, ne boš ti čist nič nagruntov, a ne? In mir je predpogoj za to, da najdemo sebe, no, oziroma da se spoznamo konec koncev, ker mi sami sebe pravzaprav sploh ne poznamo. Jaz bom rekel, da se prepoznavam vsak dan bolj, vsak dan je zavest širša, vsak dan vem nekaj več, pravzaprav sploh ne poznamo. Jaz bom rekel, da se prepoznavam vsak dan bolj, vsak dan je zavest širša, vsak dan vem nekaj več, vsak dan razumem nekaj stvari bolj globoko in tako naprej. In to želim prav vsakmu, ne da ljudje gledajo stran pa mižijo. Jaz bi želel, da vsak se čim prej spogleda stvarmi, ker tisto, kar prihaja na plano, bo velik šok. Ljudem bo hudo zapletel možgane, ko bodo ugotovili, da igra, ki so jo zagovarjali tako vneto, še v zadnjih dnevih, da ta njihova igra, to je približno tako, kot da bi verjel za vse sovde v Amway, toliko ima zgodovine, pol pa ta Amway čez noč pade. Ugotoviš, da je bankrotiran in da ti jutri nimaš več službe v tem Amwayu. Mislim, itak ti ni nikoli nič dajal, ampak občutek si imel tak. Tako da ta satanistična mreža, kakorkoli je velika, je v propadu. To ne vem, kaj ljudem ni jasno. Pa še kar ustrajajo, še kar mislijo podpirati. In medtem, ko jo podpirajo, izgledajo sami klovni, ne? Mi stopamo iz te igre, ne? Hvala lepa, ne kupujem ne drame, ne kaosa, ne cirkusa. Monika, živjo, praviš, da vidiš, doboliš, dobiš dodatno možnost, ampak si previden, eni so neumorni pri takih, pa je treba kar na hard zadeve prekiniti. Ja, kar na ostro, če ne gre, mislim, načeloma je, dajmo si res reči Bobu Bob.
klop pleza po moji Lucy in oba z Lucy lahko rečeva, klop pusti mojo Lucy, bejž dol. On bo šel direkt naprej in ne bo poslušal, ker on je pač lačen. A ne? In enako je z energetskimi paraziti, energetskimi vampiri, pač ljudje, ki so svojo dušo odmaknili stik od svoje duše, hočejo izčrpati še tvoje. In to gre na silo, če ne drugače. Na silo. Ampak nasilje ni dovoljeno. Do mene ne, do nikogar ni dovoljeno nasilje. Alo, se lahko pogovarjamo, pijemo kavo ali bomo nasilni? Bomo nasilo urinali v človeka, tesnobo in stisko. To se ne dela tako, ne? Kakšen si Turšič, kakšen dostojanstven, kakšen do sebe in do tebe, in pa če treba prekiniti stvari na ostro, če ne gre drugače, absolutno. Valerija, praviš, da največji test je, koliko ljudi smo mi sposobni videti v njihovih potencialih. Ja, tudi to. Ali smo, ne glede na to, da so nas zlorabili, da so nas izdali, a smo v teh ljudeh še vedno sposobni videti človeka. To je naš eden največjih testov, o tem sem vam opisoval že večkrat, da tudi pri sebi je bila največja osvoboditev, vsaj tako še zdaj imam v spominu, kako se je stvar razbremenila z mene, ko sem v bistvu izdajalce, tiste, ki so mi res naredili grdo, res nepravično, res nefair, res nizkotno, da sem tem ljudem odpustil. In jih vidim kot ljudi. Mislim, z njimi nisem na kavi, da nam je to jasno. Ne? Ampak odpustil sem jih in mene to ne sekera več. Vidim, da njih sekera bolj kot mene. Ne? In prepoznati v človeku človeka je stvar empata prirojena in zaradi tega smo mi tudi želeli narcisu, ki nima empatije, nekako povrniti jo, ga zbuditi v to, ampak narcis nikoli ni imel želje se priklopiti na empatijo, ampak empata žreti, vedno je bilo to tako. In tle smo mi, glede na to, da smo prepoznali v človeku človeka, dovoljevali zlorabo nad samim sabo in sami sebe smo spuščali po nivoju zato, da bi njim ustregli in njim pomagali. Tle smo pa prišli v zadnjih 3 letih do enega pomembnega odkritja, da ja, vidimo v človeku človeka, vendar ne dovoljujemo, da ego vzgibi, narcisoidni vzgibi, demonski vzgibi, kakorkoli vplivajo na nas. In dovoljeno je, da človek pride do mene kadarkoli, sem ne z egom pa z demoni. Kadar je človek pripravljen dostojnega, spoštljivega, normalnega človeškega pogovora, ja, če pa pride na črpanje, pa je nov za začetek. A ne? In to jaz počnem na več nivojih. Za začetek je treba znati reči besedo ne in ne dovolim demonom. To je entiteta, ki zahteva tvojo privolitev. In brez privolitve ne gre v tebe. In še kaj? Privolitev pa je povabilo v argumentiranje. Malo provokacije, ti reagiraš, ti si že v igri. Na provokacijo ti reagiraš in si v igri. On da pink, ti daš pa ponk. Če da on pink, se umakneš, pa gre žogca mem in nisi v igri. Pa ti da še eno, pa še eno, pa še eno. Pa še eno, pa 50, pa 500. Pa vedno rečem ne, stari, kaj me obmetavaš, da kam me posiljuješ to tvojo igro, ne grem se te igre. Če si ti v igri, kar igrej se svojimi, pust mene primer, če me nisi do zdaj povabil v igro, da mi jo razložil, se jo zdaj jaz pa igram, ne. Kakšno igro. Veva mi dva oba, za kakšno igro gre. Ne deli se na umenga. Delati se na umenga ni pasivno stanje. Vzdrževanje miru ni pasivno stanje. Kraja in laž se ne zgodi po nesreč. Aj prav? In deležni smo vsega. Sam definicijo smo postavili, ne? Ker do zdaj ni bila vredna, da bi se definirali. Sploh, a ne? In naša država nam se ni potrudila narediti, da bi družba bila bolj človečna. Ja pa sej ne more biti, ne morejo ljudje, ki so odcepili sebe od duše in delujejo z nivoja možganov, brez dostopa srca, takšni ljudje ne morejo narediti stika s srcem. Njihova naloga je to deliti, trgati te vezi. Družinske, partnerske, potrgati vse, kar se da. Da človek ostane razdeljen in tako je vodljiv. Ampak ljudje, ki trgajo vezi, oni mislijo, da oni furajo. Tudi oni so furani, saj to so nam pokazali med korono. Ja, tak je pa ukaz od zgoraj. Torej so čist pod kontrolo avtoritete, torej tistega, ki je nad njimi.
Nič ni dovoljeno svojo glavo misliti. Sistem tega ne želi in sistem tebe testira, koliko si ti poslušan, tudi v težkih situacijah. In to je tudi sistem satanistične hierarhije. Koliko si sposoben biti nečloveški. Halo? Jaz želim ostati človeški in bom in sem človeški. Ne? Hvala lepa za krono in za vse darilje, ki jih podelite dekleta takole v jutranji oddaji sobotnega jutra, ko se piše 7. juni. Prelep sobotni, prelepa sončna sobota se nam odpira. In tako. Vidim, da ste bolj pasivni danes, da niste neki pripravljeni kaj dosti komentirati. Iz tega naslova tudi jaz ne bom pretirano se boril kalev. Nekako sem hotel vam pripeljati v današnjem jutru to okrog testiranja. Vse so nam testirali, na vsakem koraku. Testirali so naše potrpljenje, našo empatijo, poslušnost, ranljivost, zaupanje, inteligenco, integriteto, našo vero v dobro, koliko smo srčni, koliko imamo sočutja, vse to so testirali. Zdaj pa so sami na testu, ali so sploh še sposobni biti ljudje, so sposobni se pokesati, ali spoštujejo dostojanstvo sočloveka in svoje, ali lahko sploh še govorijo resnico, znajo priznati napake, a so zmožni sočutja in ali znajo ljubiti brez da nadzorujejo ob tem nekoga, ali zmorejo spustiti oblast in kontrolo, a se znajo opravičiti, a postanejo ljudje, če so med ljudmi ali vidijo v drugem sploh še kaj človeškega ali zgolj korist, a zmorejo služiti namesto da bi ukazovali, a znajo molčati takrat, kadar nečesa ne vedo, ali imajo sploh še srce, a lahko hodijo po svetu brez da lažejo in a znajo pogledati otroku v oči, zmorejo nositi posledice svojih dejanj in a sploh poznajo svetost življenja. Svetost življenja je zelo zaščitena v ustavi in zakonodaji. In to svetost so prekršili na vsakem koraku, pa ne samo vladniki, tudi ljudje, s katerimi imamo neposreden kontakt in stik. A ne? Dobro, kot sem rekel, nekateri ljudi nismo izdali sebe, nismo izdali Boga, nismo izdali resnice, mnogi pa so točno to naredili in tega se skriti ne da. Njihova dejanja, ki niso nujno kriminalna, jih izkazujejo. Ne? Ne to, kaj so naredili, kaj česa niso naredili, pa bi, če bi bili ljudje, morali. Jaz sem se oglasil 3 leta, se trudim dvigovati zavest zaradi tega, ker tako je prav, da se zavedamo, kaj so počeli ljudem, drug drugmu in samemu sebi. Nas, ki smo začeli opozarjati, so eliminirali in označili kot vse slabo. Vse sem bil, sam človek ne. Mene je nekdo, ki ni človek, označil, da jaz nisem človek. Nič drugega kot projekcija samega sebe na mene. Projicirajo, ves čas projicirajo in provocirajo, kaj ne? In teh provokacij ne bo zmanjkalo, dragi moji, da ne bo kdo mislil. Zmanjkalo pa je, zmanjkalo pa je odzivov, ki so jih pričakovali na svoje provokacije, a ne? Od mene ne dobijo takšne reakcije, kot so jo dobili pred letom, 2 ali 3 ali pa 10. Na provokacijo jaz danes bistveno drugače reagiram. Ne reagiram, odzovem se. Zaradi tega, ker se zavedam lastnega dostojanstva, lastne avtonomnosti moje duše. Avtonomnost. Ne avtoriteta. Avtoriteto brez dokazov jaz avtoriteto ne morem sprejemati. Ne morem sprejemati avtoriteto od nekoga, ki je izkazal nič empatije v času, ko se je to od ljudi pričakovalo. Človečnost je bilo tisto, kar se je čuvalo, ne zdravje ljudi. Človečnost je bilo treba vzdrževati. Ljudje so zatavšali in človečnost, in zdravje, in dostojanstvo, ko so slepo ubogali avtoriteto. Jaz vem, da imam prav že 5 let.
Od korone dalje vem, da imam prav. Danes so pa tle samo še dokazi, da imam prav. Pa ne samo o tem, o marsičem imam prav, kar se mi izkazuje in testiram na vsakodnevnem življenju. Testiram, kaj pomeni imeti notranjo postavljeno držo. Krasno. In se borijo k levi. Kako bi me spotaknili, pa jim ne gre. Vse bolj se mi zdi, da sem del Truman Showa. Pa vi, imate tudi vi kakšen tak občutek. Ja, kakorkoli, dragi moji, naj se sobotno jutro prevesi v sobotno dopoldne in sobotno popoldne. Želim vam prečudovit vikend, poletni, če ćemo temu tako reči, čeprav koledarsko prihaja to v naslednjih 14 dneh, se bomo dotaknili koledarskega poletja, ampak toplo je pa že tako, kot se za poletje spodobi. Ne? Želim vam prečudovito soboto, zavedajte se, da ste bili ves čas testirani in zdaj so na testu tisti, ki so nam postavljali teste, pa ne govorim zdaj o koronskih testih, ampak o testih na človečnost, o testih na to, a smo ljudje ali nismo ljudje. In izkazalo se je kaj? Rezultati so vidni vsem, brez laboratorijev, drži? Brez strokovnjakov, drži? Vidimo, kdo je kdo, a ne? Vse so pa menda dokazali skozi testiranja, a ne? Sami so na testih. Hunters became hunted. Pa ni jim všeč to, ne? Naenkrat. Ko so nas testirali, pa nismo vedeli, je bilo v redu, zdaj, ko pa mi malo testiramo, je pa vse narobe. Pa poiščemo zakon, ki jim dovoljuje, da se nad tem bentijo ali pa meni probajo prepovedati, da kogarkoli testiram. Seveda lahko testiram. Vsakega. Njegovo človečnost moram testirati, da nimamo pravka z zverjo slučajno. Dragi moji, želim vam prečudovit dan in kar naj imajo občutek, da so hudi, ampak izgledajo hudo nečloveški. Držite se in vse dobro vsem. Čau. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo.
je živa in mrtvi junaki le še hrepenijo, postaje in vlaki. Napravi tu zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to soplet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti.